Berilo iz Sirahove knjige. Tedaj je vstal prerok Elija kakor ogenj in njegova beseda je bila kakor goreča peč. On je spravil nadnje lakoto in svojo gorečnostjo zmanjšal njih število. Z Gospodovo besedo je zaprl nebo in storil, da je 3-krat padel ogenj z neba. Kako častitljiv si bil, Elija, kdo je tebi enak in se more ponašati? V ognjenem viharju si bil vzet, na vozu z ognjenimi konji. O tebi je pisano, da si bil pripravljen za določen čas, da utolažiš jezo, preden se vname, da nagneš srce očetov k sinovom in vzpostaviš Jakobove rodove. Blažen, ki te vidi in umrje, in blažen si ti, ker še živiš. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod naš Bog, razjasni svoj obraz, da bomo rešeni. Gospod naš Bog, razjasni svoj obraz, da bomo rešeni. Izraelov pastir, poslušaj, ti, ki sediš nad kerubi, zasijaj, zbudi svojo moč in pridi, da nas rešiš. Gospod naš Bog, razjasni svoj obraz, da bomo rešeni. Gospod naš Bog, povrni se, ozri se z nebes in glej, obišči to trto, varuj njo, ki jo je zasadila tvoja desnica, sadiko, katero si ti odkupil. Gospod naš Bog, razjasni svoj obraz, da bomo rešeni. Naj bo tvoja roka nad možem tvoje desnice, nad sinom človekovim, katerega si sebi okrepil, ne bomo več odstopili od tebe, poživi nas in slavili bomo tvoje ime. Gospod naš Bog, razjasni svoj obraz, da bomo rešeni. Aleluja, glej, prihaja naš kralj, gospodar zemlje, odvzel nam bo jarem sužnosti. Aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Ko so šli z gore, so učenci vprašali Jezusa, kaj govori o pismuki, da mora prej priti Elija. Odgovoril je, Elija bo prišel in vse prenovil, a povem vam, da je Elija že prišel, pa ga niso spoznali, ampak so z njim storili, kar so hoteli. Tako bo trpel od njih tudi sin človekov. Tedaj so učenci razumeli, da jim je govoril o Janezu Krstniku. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nekaj besed o današnjem evangeliju. Sem prebiral razmišljanje od patra jezuita kardinala Špidlika. O evangeliju na začetku smo slišali, da ko so šli z gore, so učenci vprašali Jezusa, torej so šli z gore, kjer je Jezus se spremenil pred učenci, kaj govori o pismuki, da mora prej priti Elija. Torej, v tistem času ljudje, pismuki, duhovniki so verovali, verjeli, da ko bo prišel Elija ali kdo izmed prerokov, da bo napovedal tudi Mesijo. In seveda so še pričakovali Elija, da bo prišel in Jezus je učencem govoril, da je Elija že prišel in to je bil mišljen Janez Krstnik, torej Janez Krstnik je o njemu govoril. Jutri, v 3. adventni nedelji, bomo poslušali
podoben evangelij, kot je bil že prejšnjo nedeljo. Govore o Janezu Krstniku, ki govori, ki pričuje o Jezusu Kristusu, da bo prišel na svet. Potem tudi vabil ljudi k spreobrnenju, jih krščuje, da bi se spreobrnili. In to je enako, kot je Janez Krstnik, torej napovedoval Jezusa Kristusa, on jim govoril ljudem, tudi recimo nekaterim, ali pa ne nekaterim svojim učencem, in kasneje tudi rekel, ko je že bil Jezus odrasel, da je on jagnje Božje, ki so potem tudi seveda učenci sledili. In to je podobno, zelo podobno v naših življenjih. Tudi mi smo nekoga v življenju imeli, ki nam je prvi spregovoril o Jezusu Kristusu. To so lahko bili starši, kateheti, prijatelji. In lahko tudi ta sveta maša morda priložnost, da se zahvalimo tistim ljudem. Jaz, ko sem danes v tem domku malo razmišljal, je bilo se prav lepo spomniti na osebe, ki res, bom rekel, da so mi približali Gospoda Jezusa Kristusa, da so poglobili mojo vero ali pa da sem se lahko z Jezusom srečal. Sem prav eno veliko hvaležnost do teh, bom rekel, patrov čutil, več ali manj jezuiti vsi, s katerimi sem v tem času formacije bil. Patra Robleka sigurno poznate, ali pa nekateri morda sestro Števko poznate, Ceta Cerarja, tudi Kejžarja, pa še kakšen pater iz tujine, ki so mi zelo veliko pripomogli, da sem se lahko osebno srečal s Kristusom in sem jim zelo hvaležen. In jaz tudi mislim, da tudi vi v svojih življenjih imate tiste osebe, katerim ste hvaležni, ali pa morda se lahko danes spomnite, komu ste hvaležni, da vam je posredoval vero, da sedaj lahko verujemo, pa gremo v življenju naprej. Evangelij današnje se potem nadaljuje. Torej Jezus odgovori učencem, ko pismovki pravi, da mora prej priti Elija, da Elija bo prišel in bo vse prenovil. Torej tudi Janez Krstnik je vabil k spreobrnenju. Zanimivo je to, da se vsi niso spreobrnili. Veliko ljudi se je krstilo pri njem, morda so bili navdušeni nad njegovo gorečnostjo, nad njegovimi besedami, nad njegovim zgledom, ko je živel bolj asketsko življenje. Ampak potem od vsakega posameznika je odvisno, a se spreobrnemo na zunaj ali tudi na znotraj. Tisto navdušenje začetno lahko uplahne, usahne, ampak potem tisto, kar pa se v naši notranjosti godi, pa je samo od nas odvisno. Starši, kateheti, prijatelji nam lahko posreduje Jezusa Kristusa. Potem pa je tista naloga naša, kaj bomo storili s tistimi besedami, ki smo jih dobili. A bomo živeli potem, ali se bomo odločili, da ne bomo. Vsak človek se samo odloča za vrednote življenja, koliko bo odprt Božji milosti, še posebej sedaj v tem času, ko se pripravljamo na Gospodov prihod. Vsak pri sebi dobro ve, kaj mu pomaga, da se lahko sreča z Gospodom v nebu, kaj mu pomaga, da se človek lahko umiri. Pa še morda zadnje razmišljanje. A povem vam, da je Elija že prišel, pa ga niso spoznali, ampak so z njim storili, kar so hoteli. Tako bo trpel od njih tudi sin človekov. Torej, kot Janez Krstnik je trpel potem tudi Jezus Kristus, je umrl za nas, je bil križan in je potem tudi vstal. In tudi pri naši veri, še posebej danes, je včasih tako, da ni enostavno, da večkrat čutimo morda zavračanje, ali pa se nam kdo posmehuje, ali pa ko prihajamo, recimo prihajate na prijem obhajila, pa se morda komu to zdi čudno. Drugi poklici, ali pa recimo druge stvari, naprimer imamo kakšen talent glasbeni, ali pa
dobro slikamo, človek je hitro pohvaljen, če kaj uspe. Zdaj preveri, če imamo kakšen uspeh, nas nišče ne bo pohvalil. Tako da vedno ni tako enostavno, ampak vsak pri nas ve, da ko imamo Jezusa v sebi, ko ga začutimo, doživimo, je to največ, kar lahko sploh v življenju doživimo, spoznamo. In tudi, ko včasih nam je težko, lahko tudi po drugi strani vemo, da smo na pravi poti. Ko imamo kakšna nasprotovanja v veri, vemo, da gremo po pravi poti. Se tudi Jezus Kristus, Janez Krstnik ali pa kakšni svetniki so tudi trpeli za vero in za Jezusa Kristusa. Pa prosimo, da v takih preizkušnjah ne bi obupali. Prosimo tudi Gospoda za odprto srce v tem času, da bi ga mogli srečati v naši notranjosti.